Pozdravljeni. Po končanih kvalifikacijah in pred začetkom dirke za veliko nagrado Španije je čas za naš običajni zadnji brifing. Poglejmo si, kaj sem pripravil tokrat. Za tokratni zadnji brifing sem zbral kar precejšnjo število zanimivih točk, a kot običajno bodo vse zbrane okrog tistih treh znanih sklopov. Najprej se bomo pogovarjali o kvalifikacijah, nato o predvidenem ritmu na sami dirki za veliko nagrado in na koncu bom tudi predstavil svoje videnje glede možnih strategij. A najprej zanimivost. V noči med petkom in soboto so pri Pirelliju spremenili minimalni tlak na prednjem paru koles. Ta sedaj znaša 24 funtov na kvadratni palec, torej dvignili so ga za enega, kar je precej. A čeprav se to marsikomu izmed vas morda zdi trivialno, je pomembno slišati razlog, zakaj so se pri Pirelliju tako odločili. Najprej, pred začetkom vikenda, so nekako predvidevali, da bo čas, ki ga bo dosegel najboljši na kvalifikacijah, tam okrog minute 13 sekund in 4 desetink. Po drugem prostem treningu so začeli zvoniti alarmni zvonci. Namreč videli so, da bodo vozniki se spustili pod minuto in 13 sekund. Zato so ukrepali, dvignili tlak, tako so upali, da bodo zmanjšali oprijem na prednjem paru koles in Max Verstappen je dosegel čas minute 12 sekund in 2 desetink. Lahko se sprašujemo, kam bi prišel, če pri Pirelliju ne bi ukrepali. A videli smo na kvalifikacijah kar nekaj presenečenj in rezultatov, ki verjetno so marsikoga spravili celo v slabo voljo. A najprej si moramo ogledati samo rezultate kvalifikacij, kajti dva voznika bosta mogoče dobila tudi kazenska mesta. Pierre Gasly, ki je kar dvakrat oviral svoje nasprotnike in grozi mu v teoriji 6 kazenskih mest, ter George Russell, ki je skorajda izrinil iz proge Lewisa Hamiltona in prišlo je do izjemno neprijetnega medsebojnega trka. A seveda, ukolikor bo kaj odločenega pri montaži tega prispevka, bom novico seveda vključil. A najprej bi se rad ustavil pri Ferrariju Charlesa Leclerca. 19. mesto, daleč pod pričakovanji. A mi vsi smo slišali, kako se je pritoževal nad neko napako v samem zadku. Najprej se je spraševal, če je s pnevmatikami vse v redu, in zanimiva je bila njegova izjava za Sky. Povedal je, da bi bil izjemno začuden, ukolikor bi mehaniki ugotovili, da je z njegovim Ferrarijem vse v najlepšem redu. Namreč Leclerc je sedaj 19., predzadnji, njegov moštveni kolega Carlos Sainz mlajši je pa drugi. Torej vidimo lahko, da SF pomišljaj 23 v tej, imenujemo jo izpeljanki Evo, ima potencial, ni na nivoju Red Bulla, ampak vseeno tudi ni za 19. mesto. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj je šlo narobe. Zvedeli bomo verjetno v naslednjih urah, ampak vseeno od Charlesa Leclerca tako slab rezultat ni bil za pričakovati. Tudi George Russell je seveda v ozadju po tistem trku s Hamiltonom ni imel niti možnosti napraviti hitrega kroga, ampak tu je krivda vsa na njegovi strani. Ne smemo pozabiti na Pereza, ki je tudi razočaral in praktično pokvaril tisto dominacijo, ki smo jo vajeni s strani Red Bulla, vsaj na kvalifikacijah. A po drugi strani
Zopet so odprli vrata nasprotnikom, da bodo lahko prišli malce više na zmagovalni oder. Treba je poudariti, da Carlos Sainz mlajši ima tu domačo dirko. In rad bi vas opozoril na nekaj, ukolikor si zopet pogledamo rezultate kvalifikacij, bomo videli, da mladi španski voznik zaostaja za fantastičnim časom Maxa Verstappena za približno 40,5. Za njim Norris, Gasly in Hamilton. Vsi trije so pravzaprav v četrtini desetinke. In pravzaprav tudi za Sainzem ne zaostajajo več kot desetinko. Torej, lahko bi rekli, da od 2. do 5. mesta so vsi skupaj. In tu je seveda tudi malce loterije. Videli bomo, kakšen bo štartni razpored zaradi Gaslyja, ampak nekako napoveduje se zanimiv štart. Treba je pohvaliti McLaren, ki je svoja oba bolida spravil v tretji del kvalifikacij in seveda enkraten rezultat Norrisa, ki ga verjetno nihče izmed nas ni pričakoval. Podobno bi lahko dejali za Alpine. Tudi tu oba voznika v prvi deseterici. Lance Stroll je imel končno dostojne kvalifikacije in verjeli ali ne, bil je hitrejši od Fernanda Alonsa, ki pa je tu mnogokrat poškodoval svoje dno, na kar smo opozorili že v prejšnjem prispevku. A videli bomo, kako se bo vse izteklo na sami dirki. Ne smemo pozabiti tudi na presenečenje Nika Hülkenberga, ki je s Haasom prišel v prvo deseterico, kjer so res na prvem in drugem prostem treningu bili dokaj visoko, ampak kvalifikacije so običajno čisto druga zgodba. Na veliki nagradi Španije bi rad vašo pozornost tudi usmeril na Nika de Vrija. Helmut Marko je dejal, da je še ta dirka za veliko nagrado tista, kjer se lahko dokaže. Kaj bo pokazal v nedeljo, ne vem, ampak sedaj je na nivoju Yukija Tsunode. Je to dovolj? Po mojem osebnem mnenju ne. A odločajo drugi, mi bodimo pozorni na tisto, kar bo pokazal nizozemski voznik. In kar se tiče samih kvalifikacij, še posebej v tem trenutku nimamo več kaj drugega pripomniti. A zanimivo bo tisto, kar bo pokazala sama analiza ritma. Danes tudi malce drugače. Najprej si bomo ogledali tisti klasični prikaz, kjer vidimo, da je Red Bull, kot bi lahko nekako si zamislili, najhitrejši, nato Ferrari, ki bi v teoriji moral izgubljati 30 na krog. A v bistvu z istim zaostankom tudi Aston Martin in Mercedes le malček zadaj. Nato Alpine, Haas, McLaren, Alfa Tauri, Williams in Alfa Romeo F1 Team. A sedaj bi vam rad pokazal tudi nekaj drugega, nekaj, kar bi morda pomagalo tudi pri razumevanju strategij. Ritem, ki so ga posamezni vozniki imeli z pnevmatiko soft, medium in hard. Če vidimo tisti ritem s pnevmatiko soft, je bil Max Verstappen, kot je seveda logično najhitrejši, njegov ritem okrog minute 19 sekund in 3 desetink, vsi ostali so se gibali tam okrog minute in 20 sekund. A zanimivo je, da Max je večino krogov nato napravil na pnevmatiki medium, kot Lewis Hamilton. Ritem tudi tu okrog minute in 20 sekund. A s pnevmatiko hard smo lahko videli kar nekaj voznikov, kot naprimer Norrisa, Leclerca, Sainza. Ritem se je tam gibal okrog minute 20 sekund in 3 desetink. A tu moramo razumeti, da razlika v času
same pnevmatike še ni tako pomembna kot sama vzdržljivost, sama dolžina stinta. Namreč zanimivo je bilo videti, koliko časa so ekipe porabile prav za testiranje pnevmatike Soft. In morda to nam tudi nakazuje tisto, kar bomo videli pri samih strategijah. In kot običajno tu poudarjam, da sam nisem videl nobene napovedi, nobenega izračuna, ki bi ga napravil kdo drugi. Zato tudi tokrat sem lahko popolnoma zgrešil z to teorijo. A vseeno v komentarju si bomo ogledali tisto, kar so napovedali pri Pirelliju, primerjali podatke z mojo napovedjo in nato na koncu, kot običajno, s tistim, kar so ekipe pokazale na progi. Seveda gre za napovedi, ukolikor ne bo deževalo, in to je vsakomur izmed vas razumljivo. A za najhitrejšo strategijo sem tokrat izbral varianto z 2 postankoma, kjer bi najprej začeli na pnevmatiki Soft, odpeljali približno 18 krogov, nato pnevmatika Medium, nadaljnjih 30 krogov in na koncu še približno 18 krogov na pnevmatiki Soft. Prvi del bi lahko malce skrajšali in zadnjega malce podaljšali, zaradi same mase bolida, ki bo v zadnjem delu manjša, ker bodo porabili gorivo. Ukolikor bi imeli s pnevmatiko Soft težave, ukolikor niso prepričani, da bo zdržala približno 18 krogov, je možna druga varianta. In tu bi najprej začeli s pnevmatiko Soft, 12 krogov, nato pnevmatika Hard 38 krogov in na koncu splet pnevmatika Soft 12 krogov. In prav tu je verjetno tista razlika, ki smo jo videli pri samem ritmu, pri voznikih, ki so preizkušali pnevmatike Hard v primerjavi z onimi, ki so se bolj posvetili pnevmatikam Medium. A ukolikor bi nekdo imel resne težave ali pa bi hotel posnemati zmagovalno strategijo lanske sezone, bi se lahko ustavil tudi 3-krat. Sam v to varianto ne verjamem, napisal sem vam jo izključno zaradi tega, ker jih zmeraj pokažem 3 in ta je najbolj verjetna izmed tistih najmanj možnih. Pnevmatika Soft za približno 10 krogov, nato pnevmatika Medium za nadaljnjih 23 krogov, nato zopet pnevmatika Soft in pnevmatika Medium 10 in 23 krogov, seveda v poljubnem vrstnem redu. Zadeva, ki se lahko tudi pokaže za zmagovalno, ampak res sam ne verjamem. Tako, prišli smo do konca tudi zadnjega briefinga. Pred nami je dirka za veliko nagrado Španije, ampak za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.